Zdravo, tukaj je Valentin. Pred kratkim sem se odločil, da ne bom več razvijal delovnega kolektiva in da se bom posvetil zopet izvajanju lastnih osebnih, kreativnih in svetovalnih storitev. Torej, vračam se nazaj na ponujanje storitev grafičnega oblikovanja, profesionalnega fotografiranja in tudi psihološkega svetovanja. V sklopu tega sem tudi 6 mesecev spremljal vsa gradbena dela za podaljšanje vročevoda in obnove zahodnega dela Koroške ceste, kajti ravno na sredini gradbišča stanujem tudi jaz. Samostojno sem po lastni iniciativi dokumentiral vsa ključna dela, ki so se izvajala na tej cesti, in ob tem tudi doživel določene odzive ljudi, še posebej delavcev, ki so ta dela izvajali. Nekateri so pristopili k meni in so bili radovedni, zakaj jih fotografiram. In ko sem jim razložil, so se pomirili. Nekateri pa so vztrajali pri tem, da jih ne smem fotografirati ter objavljati teh fotografij, češ da so na delovnem mestu in da je to delovišče in da so to zasebni delovni stroji. No, jaz sem takim ljudem seveda pojasnil, da zakonodaja ščiti pravico vsakogar, da na javnem mestu kogarkoli fotografira brez potrebe po njihovem soglasju in da te fotografije tudi javno objavi. Potem pa sem se seveda spraševal, kaj je sploh vzrok za to, da določeni ljudje nočejo biti fotografirani. In tudi z nekaterimi sem se pogovoril ter ugotovil, da imajo različne zgodbe oziroma slabe izkušnje iz preteklosti. To so torej zadeve, ki jih bom moral upoštevati pri nadaljevanju mojega fotografskega dela. In pa seveda skozi ta moj odnos z ljudmi jim lahko sedaj na osnovi lastnih izkušenj in spoznanj tudi pomagam, kako se lahko drugi osvobodijo teh vizij za slabimi izkušnjami iz preteklosti. Kajti recimo tudi jaz, ko sem začel za svojo profesionalno fotografsko kariero, ko sem leta 2008 doštudiral dopisni študij na New York Institute of Photography, sem z veseljem fotografiral druge ljudi ter občudoval njihove podobe na fotografijah. Toda če je nekdo mene fotografiral in sem se potem opazoval na teh fotografijah, sem na sebe, na svojo podobo gledal zelo kritično. Torej, nisem se sprejemal, nisem sprejemal svojega zunanjega videza, primerjal sem se z drugimi, ampak tega sem se osvobodil in sedaj me lahko kdorkoli fotografira, snema in tudi z veseljem sebe snemam in se gledam, brez da bi imel kakšnih samokritičnih misli. Torej, slaba samopodoba je nekaj, kar se lahko odpravi in odstrani, če si odpustimo določena prepričanja, zaradi katerih samega sebe primerjamo z drugimi in se potem obsojamo in druge ljudi in sebe delimo na lepe ali grde. Vsak je unikaten, vsak je v svojem telesu, za svojo zgodovino, za svojo življenjsko zgodbo in v prvi vrsti je pomembno, da sprejemamo samega sebe v popolnosti taki, kot smo. Če kdo želi dobiti dodatno podporo,
ga vabim, da si pogleda mojo osebno spletno stran valentinrozman.si, na kateri bom sedaj tudi objavljal dodatna gradiva za osebno preobrazbo, ki se jih tudi jaz poslužujem že vrsto let in so zelo učinkoviti za podporo pri notranji osebni preobrazbi. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.